pogovoru v seriji, ki smo jo letos zasnovali skupaj s Slogijem, kjer pač predstavljamo naše premiere, ki se bojo še zgodile z vidika uprizoritev, ki so bile nekoč v Sloveniji. Zdaj jaz bi samo povedala, da naslednjo soboto imamo torej premiero Kar hočete Shakespearea v režiji Janoša Kice. Danes sem bila, ko sem malo preverjala datume, posebej spet opomnjena, kako je vznemirljivo to, da so prvič sploh v Sloveniji uprizorili to komedijo pred 100 leti. Potem pa v drami, se pravi na tem odru, samo še dvakrat. Enkrat potem mislim tako 10 let kasneje in enkrat med vojno. Potem pa kar nič več, tako da mislim, da je skrajni čas, da si to komedijo spet ogledamo na našem odru. Kako so pa izgledale dosedanje prizoritve, pa prosim Gašperja Troha, da predstavi. Hvala, Vesna. No, preden začnemo z resnimi stvarmi, sem hotel povedati to, da Slogi in drama smo zasnovali skupaj z dramo v eni želji, da bi predstavili gradiva, ki jih hranimo v Gledališkem inštitutu, v Gledališkem muzeju in na nek način dali nek kontekst enim prizoritvam, enim dramskim besedilom, kako so se razvijale, kako so se pravzaprav dojemale skozi čas. In jaz osebno sem se v zadnjih parih tednih, ko sem se ukvarjal z Shakespearom in z Mroškom, z tangom, o katerem bom govoril naslednji teden, izredno zabaval ravno ob teh malih anekdotah ali pa enih naključjih, kot je rekla Vesna, 100 let mineva, odkar je bil Kar hočete prvič uprizorjen. Janoš Kica je delal zadnjo uprizoritev v Sloveniji in zdaj spet. In zadnjo uprizoritev boste videli na koncu, je bila označena, da je uprizoritev brez napake. Ne vem, se da nareči še eno brez napake, ali celo kaj boljšega. Evo, Marko rekel, da se da. No, zdaj pa gre za res. William Shakespeare je svojo komedijo Kar hočete napisal leta 1600, oziroma tako nekako domnevamo, in to je bilo pravzaprav na vrhuncu njegove kariere. Napisal jo po naročilu in naj bi bila prvič uprizorjena na dvoru Elizabete I v njenem kraljevskem gledališču, ko je ona gostila italijanskega plemiča Virginia Orsina in eden od dramskih oseb je seveda tudi Orsino. Ta Virginia Orsino je bil kraljici očitno posebej drag. Naj bi na tej predstavi imel posebno dovoljenje, da nosi pokrivalo ob kraljici, kljub temu, seveda, da je to bilo nek poseben privilegij, vendar očitno Shakespeare ni bil čisto prepričan, da ta ljubezenska zveza funkcionira, saj zveza med Orsinom in Olivijo v drami, boste videli, ne funkcionira. Olivija namreč te ljubezni Orsinu ne vrača. No, ampak vrnimo se seveda nazaj k dramskemu besedilu in pravzaprav k eni enigmatičnosti, ki jo ta drama vsebuje, in to je že sam naslov. Naslov te drame je Kar hočete. S tem, da ni čisto jasno, zakaj je ta Kar hočete. Nekako se ponuja, vsaj meni se je zdela, neka razlaga, da je Elizabeta I to naročila Shakespearu in da je bil on morda nekoliko celo užaljen in je napisal, no, kar hočete, to pa imate. To vam bo všeč. Imamo visoke plemiče, ki so tako malo poduhovljeni, sicer zapleteni v ljubezenske intrige, ampak vendarle ne nekoliko tragični. Imamo puritanca Malvolija, ki ga osmešijo in tako naprej. Izgleda, da je tako nekako skušal povedati, to vam ustreza. Ampak to še ni konec teh intrig. Sprašujemo se, mogoče pa je Shakespeare hotel malo zbosti svoje občinstvo in jim reči, kaj oni hočejo, kaj pa Shakespeare mislil, da je prava dramatika in da so pravi problemi. Po drugi strani, interpreti pogosto razumejo to dramo kot kar hočete v smislu ljubezni. Tukaj se boste videli, kasneje se dogaja zelo veliko enih ljubezenskih zapletov in kaj zdaj mi hočemo v ljubezni, kaj smo pripravljeni v ljubezni narediti za to, da bi jo dobili in podobno. In skratka, moje vprašanja, danes, ki vam skušal to predstaviti, so
ali je zdaj veliki dramatik skušal zbosti to svoje občinstvo, mu dati tisto, kar hoče, je gledal na svojo komedijo kot na manj vredno besedilo, ki ne zabava in ne bi bil odraz splošnega okusa dobe, ali gre za ljubezen kot temeljno gonilo igre, tisto, kar vsi hočemo, je morda ta komedija brezčasna in nagovarja neka arhetipska vprašanja človeške eksistence in medčloveških odnosov. No, na ta vprašanja bom skušal odgovoriti najprej z neko interpretacijo Shakespearove igre in neke možnosti teh interpretacij, ki so lahko različne seveda, in pa z pregledom uprizoritev te igre, kar hočete, na slovenskih tleh. Ta komedija je bila namreč že ob svoji krstni uprizoritvi zelo uspešna. Uprizorili so jo leta 1923 v Narodnem gledališču v Ljubljani, tukaj. Režiral je Osip Šest in to je bilo praktično v istem letu, kot jo je Oton Župančič prevedel. Do danes je bila uprizorjena 15krat, od tega 5krat v SNG Maribor, spravo v Mariborskem gledališču, 3krat v Ljubljanski drami, 2krat v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, 2krat v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, 2krat v Mestnem gledališču v Ljubljanskem in 1krat v Prešernovem gledališču v Kranju. Da bi lahko pravzaprav sploh se pogovarjali o samih uprizoritvah, je fajn, da malo vemo, zakaj pravzaprav v Shakespearovi komediji gre. Ta Shakespearova komedija velja za najbolj kompleksno Shakespearovo komedijo. Združuje pravzaprav več dogajalnih ravni, več intrig, natančne 3, in te so naslednje. Najprej gre za zgodbo dvojčkov, Viole in Sebastiana. Te dva doživita brodolom na morju in se oba rešta v neko daljno deželo, ki jo imenuje Shakespeare Ilirija. To bi lahko bila verjetno za Angleže nekakšna Indija, Koromandija. Je pa zelo podobna neki Dalmaciji, tam so radoživi ljudje, je sonce, vse zgleda zelo italijansko. In vsak od njih se reši s svojim kapitanom, Sebastian z Antonijom in Viola s pomorskim kapitanom, one dva pa en za drugega ne vesta. Se pravi, ona sta prepričala, da je drugi dvojček umrl in to dejstvo, da sta seveda enaka in da se znajdeta v istem mestu, povzroča številne komične zaplete. Drugi dogajalni niz predstavlja ljubezenski trikotnik v visoki družbi. To je ljubezenski trikotnik med vojvodo Orsinom, ki ljubi grofico Olivijo. Grofica Olivija mu te ljubezni ne vrača, ker je ravno izgubila brata in žaluje. Hkrati pa seveda takoj, ko zagleda preoblečeno Violo v moškega, se Vanga, torej v cesarja, ki je preoblečen Viola, zaljubi na smrt in skratka boleha za Violo. Medtem ko Viola ljubi Orsina. Sprav, vsi ljubijo nekoga in nihče te ljubezni ne vrača. Tretji dogajalni niz pa se plete v grofičini hiši in je najbolj burkaški, najbolj komičen od vseh. V tem zapletu nastopajo grofičin stric, vitez Tobija Rik, njegov podpornik in naivnež vitez Andrej Bledica ter hišna Marija. Oni trije spletejo intrigo, kako se bodo maščevali Olivijinemu dvorniku Malvoliju. Ga usmešijo, napišejo neko pismo, ki ne bi ga napisala Olivija. On je povzpetnež in zelo nečimeren, zato boste videli, da se obleče v rumene nogavice in skratka dvori Oliviji in nato ga proglasijo za norega in ga zaprejo v zapor in ga osvobodijo šele čisto na koncu. No, na koncu se stvari dobro iztečejo. Imamo 3 poroke, poroči se, torej Olivija se poroči z svojim cesarjem, ki ni več Viola, ampak postane njen brat dvojček Antonijo, se pravi tudi spol je v redu, ne? In se ona poročita. Viola je seveda zaljubljena v Orsina in Orsino nekako se sprijazni z njo in vsaj Viola je sreča, Orsino morda malo manj. Tobija Rik pa se poroči za hišno Marijo, ki je radoživa iz krivega duha in tako naprej. In tudi iz zapora spustijo osmešenega Malvolija. No, ta dogajanje na teh 3 ravneh se ves čas meša, ponuja številne komične zaplete. Shakespeare to zelo spretno prepleta med seboj in uvede še eno dramsko osebo, norca. Norc pa je tisti, ki
obvlada duhovito konverzacijo, to je bilo Shakespearu zelo všeč in seveda tudi njegovi dobi. On je pa nekakšen filozof, ki ga poznamo seveda tudi v Kralju Liru ali še kje drugje, ki v bistvu komentira dogajanje, ljudem daje nasvete in na splošno publiki pojasnjuje neke življenjske resnice. En tak primer je zaključna pesem, ki je roman Norec in ima naslov Pa dokler sem bil še bore fantič, gre pa takole. Pa dokler sem bil še bore fantič, hej ho, kaj mi drž in vihar. Ves svet je govoril, to vam je tič, saj drž dežuje sleherni dan. Pa ko sem dorasel in bil sem možak, hej ho, kaj mi drž in vihar. Pred tatovi zapiral je vrata vsak, saj drž dežuje sleherni dan. Pa ko sem oženil se, z Bogom mir, hej ho, skozi drž in vihar, od jutra v noč samo prepir, saj drž dežuje sleherni dan. Pa ko sem šel postelje z doma iskat, hej ho, skozi drž in vihar, sem bil ubogi vinski brat, saj dežuje sleherni dan. Ta svet je star in je močan, hej ho, kaj mi drž in vihar. A kaj nam to, komad je končan, mi vam radi bi ugajali sleherni dan. Tukaj imam nekaj fotografij, ta je iz prve uprizoritve iz leta 23, samo tako, da si malo predstavljamo te dramske osebe. Imamo z leve Orsina, viteza Tobijo Riga, pa potem Bledico, Malvolija, tam je čist na desni, Norca v sredini, Olivijo, Violo, na desni zraven Malvolija in Marijo na desni. Tukaj še ena scena, Malvolijo, ki bere to pismo, ki so mu ga podtaknili, zadaj so Bledica, Tobija Rig in Marija. In Stane Sever kot norec v letu 1944. Kar hočete, je torej komedija, ki izražuje različne ravni. Po eni strani številne komične prvine in zaplete, ki segajo od visokih lek v ljubezenskem trikotniku Orsino, Olivija, Cesarija oziroma Viola, do bolj nizkih ob intrigi nižjega plemstva in služabnikov, torej Tobije Riga, Andreja Bledice, Marije in Malvolija. Po drugi strani pa se skozi replike norca kaže nek globlji razmislek o človeški naravi, eksistenci in življenju. In prav v tem slednjem bi lahko videli razmislek avtorja o lastnem početju, ki je bilo seveda razpeto med neko lastno poetiko in okusom dobe oziroma željo po ugajanju publiki. Ampak, to je to nekako o samem dramskem tekstu. Zdaj pa poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih odrih. Kot sem že rekel, kar hočete pride na slovenske odre v letu 1923, takoj ko Oto Župančič ta tekst prevede, in lahko sledimo pravzaprav enim 4 obdobjem uprizarjanja te komedije. V prvem obdobju, ki traja nekako med obema vojnama in v drugi svetovni vojni, ta obdobje zasnamuje Osip Šest. On postal kar hočete, kar 3-krat v tem obdobju, poleg njega pa enkrat, leta 1932, Branko Gavela in posledila ta uprizoritev seveda na nek način prelomna. Po drugi svetovni vojni, prvih 5 letih, imamo to drugo obdobje, kjer je šlo za to, da so preko Shakespearea oziroma te komedije preverjali, gradili kondicijo gledaliških ansamblov, ki so jih ponovno odpirali oziroma odpirali na novo in gradili okus publike. Na nek način je bilo to garant za kvaliteto. Tretje obdobje med letama 1963 in 1986 zaznamuje en drug režiser, torej Branko Gombač, ki v tem obdobju režira, kar hočete, spet 3-krat, 3 različnih gledališčih. In zanimivo, da z vsako novo prizoritvijo pravzaprav skuša popraviti tisto, kar so mu kritiki očitali postigli. In spet en pomemben režiser, Mile Korun, ki leta 1986 zrežira svojo uprizoritev in na nek način spremeni pogled na kar hočete. V zadnjem tisočletju, v novem tisočletju od leta 2000 naprej, imamo 2 uprizoritvi. Prvo
režira Slobodan Unkovski v Mestnem gledališču in drugo Januš Škica v Mariboru in spet Januš Škica seveda naslednji teden v ljubljanski Drami. No, pa pojdimo lepo po vrsti. Prva, krstna uprizoritev komedije Kar hočete je bila 4. maja 1993 v ljubljanski Drami. Režiral je Osip Šest. V tem obdobju se je Osip Šest intenzivno ukvarjal z Shakespearom in ga je zelo dobro poznal. Je pa recimo zanimivo, ne, da so takrat režiserji imeli to sposobnost, da so režirali veliko več kot danes. Osip Šest je namreč v sezoni 22-23 uprizoril kar 4 Shakespearove tekste, Hamleta, Otela, Beneškega trgovca in Kar hočete. To je res zelo hitro delo. Kljub temu pa je Adolf Robida napisal svoji kritiki sledeče. Oder sam je deljen v 2 dela, vidite s temi stopnicami. Prednji del je za 3 stopnice nižji kot zadnji. To omogoča plastiko aranžmaja in poveča iluzijo prizorov. Celoten mu je bila ta uprizoritev zelo všeč in pravi, Šestovi režijski domisleki so v celoti in v detajlu, enako tudi v inscenaciji in v shvaćanju iger, kot takih v renesanci porojeni, v rokoko kodrčkih vzgojeni in moderni preprostosti oblečeni gurmani. Celeti torej mu je bila ta uprizoritev všeč in je pomenila velik dosežek takratnega gledališča. No, Osip Šest je seveda, kot sem rekel, v tem obdobju postavil Kar hočete še 2-krat, najprej že 4 leta kasneje v Mariboru, leta 1927, kjer je pravzaprav neka največja odlika te postavitve, kot je bila izpostavljena, ta, da je uspel skrčiti dogajanje in ga strniti v 2 dela z enim odmorom in vse skupaj je trajalo 2 ure. Namreč v Mariborskem vestniku lahko beremo, Mariborčani so znali posebej ceniti spretno in živo režiserjevo zamisel, ki je omogočila igranje z enim samim presledkom in konec predstave v 2 urah. In tudi Ljubljansko jutro je napisalo, da je bila uprizoritev dobro obiskana in tudi igralsko zadovoljiva. Na odru je bila ubranost in v auditoriju dobro razpoloženje. Tretja Šestova uprizoritev pade v 2. svetovno vojno. Pravzaprav v njen konec, 4. oktober 1944 v Narodnem gledališču. Seveda je bil Shakespeare neka varna izbira, ni bila problematična za okupatorje takrat in skratka je sledila tem uprizoritvam, ki smo jih že opisali. Kar pa je pomembno v tem obdobju, seveda poleg Osipa Šesta, pa je ta uprizoritev, ki se je zgodila 27. marca 1932, prav tako v Narodnem gledališču v Ljubljani, in jo je režiral dr. Branko Gavela. Šlo je za zagrebškega režiserja, ki je prihajal v Ljubljano večkrat in je dejansko premaknil način gledanja oziroma način delanja teatra, zgledoval se je po moskovskem umetniškem gledališču Stanislavskega in Dančenka in Vasja Preden v svoji knjigi napisal, da se je zapisal v gledališki spomin kot najbolj akademsko pedanten in studiozen pri slavni ruski realistični šoli Stanislavskega in Dančenka navdihnjen umetnik. No, leta 1932 je bil Gavela v Ljubljani že dobro znan. Predtem je režiral Balzakovega Mercadeta leta 1930 in Krleževe Gospode Glembajeve 26. februarja 1931 je bila premiera in je imela kar 31 ponovitev, je bila ena najbolj razvpitih predstav tistega obdobja. No, njegovo to postavitev zaznamujeta pravzaprav 2 stvari. Ena stvar je odnos do scene. Njegov scenograf je bil Ljuba Papič in z njim si je zamislil prilagodljivo sceno, ki ni temeljila več na poslikanih kulisah ali pa nečem statičnem, pač pa je začel urejati prostor. Napisal je tako. Predstavljal sem si, da mora stati sredi odra nekaj, kar bo centraliziralo vso inscenacijo. Tako je tej predstavi sledila predstava Cilindra, ker se nama je z Ljubom Babičem zdela po daljšem premisliku vendarle preokorna, sva Cilindra razbila na polovico. In ta Cilindr, tukaj imamo scenske skice
Ljube Babiča. One pa razmeščata po odru, ga odpirata, ga zapirata, postaja streha, postaja zapor, postaja različne, skratka, kar nekaj, dobiva različne funkcije na odru in na nek način ta odr organizira. Gavelovo postavitev je vsekakor prelomna in to, kot opisuje Dušan Moravec, pravi: Gavelov obisk v našem gledališču je pomenil v tem obdobju za razvoj Shakespeara pri Slovencih prvo globoko zarezo, ki je dala tudi zdrave pobude za naprej. Evo, tukaj imamo potem še zanimivo, na muzeju hranimo samo eno sliko iz te uprizoritve in ta je očitno povsem priložnostna. V zadnji je ta veliki cilinder. Potem imamo Marijo Danilovo, ki je igrala violo, in Marijo Nablotsko Olivijo in vmes je Bratko Kreft. Zakaj Bratko Kreft? Nimam pojma. Skratka, evo, oni se strigali pred cilindrom, on ni bil povezan s to uprizoritvijo, bil pa je seveda povezan z dramo, ne? Tako da, izgleda pa videl. Ok, zadnja od teh uprizoritev med obima vojnama je režiral Jože Kovič, premiera je bila 1. oktobra 1938 in kot povzema Dušan Moravec, Vladimirja Kralja, ne bi šlo za ponavljanje Šestovih rešitev iz leta 1927. Skratka, če strnem prvo obdobje pravzaprav zaznamuje seznanjanje s Shakespearom, na nek način poskušati, kako v bistvu narediti neko prizoritev, ki bo uspešna pri gledalcih, in pa seveda Gavelina postavitev, ki pa je šla v smeri bolj ambicioznih rešitev, predvsem v smislu scenografije. In ena stvar, ki sem pozabil omeniti, Gavela je tam napisal, da je dajal igralcem osnovno navodilo, da morajo najbolj komične replike govoriti najbolj resno. Se pravi, v bistvu, kako bi dosegel čim bolj razgibano prizoritev in seveda čim bolj komično. Gremo zdaj naprej. Prva povojna petletka. Po drugi svetovni vojni se ponovno odpirajo gledališča po vsej Sloveniji in pogosto preskušajo nove ansamble, kar z Shakespearom in tudi s to komedijo, kar hočete. Prva od tega je uprizoritev, ki se je zgodila 25. oktobra 1947, ko je v režiji Eda Verdonika uprizorijo to komedijo. No, njegova osnovna namera je bila, da bo seveda naredil neko uprizoritev, ki bo všečna publiki. Zato je dodal na začetku in na koncu dve pantomime, ki sta povzemale poanto celote. Celota pa je usmeril nekako v smer nizke komedije, torej burke in groteske. Predvsem je poudaril za tega Malvoljevo zgodbo. Čeprav je bila zelo uspešna pri publiki, pa je po mnenju Dušana Moravca bila manj poglobljena. Zelo je približal to komedijo komediji dell'arte, s čimer, tudi citiram, je uprizoritev prav gotovo res izgubila na svoji gracioznosti, pa čeprav je ni bilo v celoti odkloniti. Posebej še glede na pogoje prvih povojnih sezon mariborskega gledališča. Sledili sta dve uprizoritvi, ki sta ponovno zaznamovali odpiranje gledališč, najprej Tržaškega, v katerem je komedijo režiral Milan Košič, premiera je bila 5. novembra 1948 in je šlo za prvo vlogo tukaj pa smo že v Trstu, za prvo vlogo, ki jo je odigrala v Trstu Milan Kačič, ne, Štefka Drolc, pardon, Štefka Drolc, ki je takrat igrala violo. Postala je bila kot potujoča predstava, se gledališče takrat še ni imelo pravzaprav urejenih razmerij in je veliko gostovalo po okoliških vaseh. In Moravec zapiše, za eksperimente mu ni šlo, ostava je trdno naslonjen na avtorja in ujel srečno ravnovesje med bolj razgibanimi in intimnimi scenami. Zdaj sam to Štefka pokažemo. Štefka. Jaz se nisem spoznal, ampak tako piše. Podoben iniciacijski namen je imela postavitev Mihaele Šarič v Prešernovem gledališču v Kranju.
18. novembra 1950. Režiserka se je zamislila kot preizkusni kamen za ansambl, se je Shakespeare zahteval višjo raven odrskega govora in igre, poleg tega pa tudi v smislu vzgoje publike. Torej, prva povojna leta, sploh nekako skladno s splošno tendenco, se ravnajo pravzaprav k temu, da bi gradila ansambl, da bi publiko vzgajala v neki bolj zahtevni dramatiki. No, potem pa sledijo 60. leta oziroma naslednje obdobje, ki ga imenuje med resnim in komičnim. Zakaj? Zato, ker v tem obdobju pravzaprav ves čas se išče neko ravnovesje v tej igri, koliko poudariti to burko, intrigo okrog Malvolja in kakšno mesto dati pravzaprav tej vzvišeni ljubezni med visokim plemstvom. Zaznamuje to obdobje režiser Branko Gombač, kar hočete je režiral 3-krat, in sicer 28. junija 1963 v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju, 15. junija 1968 v Mariboru in 5. maja 1981 v Trstu. In vse te tri uprizoritve pravzaprav druži to iskanje mere med komedijo dell'arte in bolj resnimi interpretacijami. Uprizoritvi v Celju in Mariboru sta bili zamišljeni kot uprizoritvi na prostem, na trgih, in vse so bile zelo uspešne pri publiki. Ob prvi uprizoritvi, to je ta v Celju, leta 1963, poudarjajo, da je šel Gombač preveč v komedijo dell'arte, da je manjkala globina. Mravc prevzema kritike in pravi, da so pisali o dinamični in iskrivi predstavi, pa tudi o monotonosti, spektakularnosti, o preslabotnem tempu, o tem, da je omet zunanjega blišča popolnoma prekril osrednje komedijsko jedro. Spet o tem, da je bilo več komedije dell'arte, kako renesanse, skratka, da je žlahtna tradicija Shakespearea v Celju rahlo degenerirala. No, naslednja njegova prizoritev je bila v Mariboru, 5 let zatem, in se dejansko ne moramo znebiti občutka, da je skušal odgovoriti na vse te očitke, ki jih je dobil v Celju. Smo že v Trstu. In sicer, Lojze Smasek v Večeru zapiše: zrežiral je Branko Gombač, solidno, s precejšnjo pozornostjo in naklonjenostjo, posvečenima v prizarjanju plastičnih značajev in z nekoliko manjšo prizadevnostjo glede situacijsko-komičnih domislic in možnosti. Med igralci je pohvalil Arnolda Tovornika, ki je bil tako prepričljiv vitez Tobija, da se je zdelo, da se po odru sprehaja vitez Tobija, ne pa Arnold Tovornik, ter Volodja Pera, ki je igral norca in po mnenju Smaska ni nikoli stal nad dogodki in ljudmi, temveč sredi njih. Podobno je ugotavljal Josip Vidmar, ki je gledal gostovanje te uprizoritve v Ljubljanskih Križankah in je napisal, da so te uprizoritvi brio dali igralci, ki jih je režiser vodil vešče in premišljeno. Njemu pa je bil norc manj všeč in je rekel, da ta norc pa je nemotiviran, njegov nesrednje, če gledamo, šel je, skratka, norc ni vril. Na skončil pa je rekel, v celoti predstava, ki pomeni tehtno stvaritev mariborske drame. Tretja uprizoritve Branka Gombača, to je pa ta iz Trsta iz leta 1981, pa je bila pravzaprav najbolj posrečena. Pominja je največji uspeh. Kritiki so razglašali za najboljšo tržaško in celo slovensko uprizoritev sezone. Tako je že Jernej Novak ugotavljal, da gre za podobno klasično postavitev kot pred 13 leti. In pravi, na eni strani visoki svet, ki ga v tej uprizoritvi barvata predvsem poudarjena skrb za odrski govor, na drugi strani pa stoje barvite figure preprostejših, za komedijo praviloma dragocenejših posebnežev. Posebej pohvali Poldeta Bibiča, zdaj se še skriva tam v zadnji, kot Tobijo Riga, katerega kreacija je bila, citiram, polnokrvna, živahna, primerno robata ali nikoli pregroba. V dialogu z Vidmarjem, Vidmar je bil velika posebnost,
opazi, da Gombač tokrat ni zanemaril vlogo norca. Posebej pa izpostavi tudi Malvolija v izvedbi Antona Petieta. Dimitrij Rupel, ki ga poznamo sicer iz drugih vlog, pa je menil, da so se igralci in režiser, ki je prišel na obisk iz Maribora, razumeli do takšne mere, da lahko govorimo o eni najuspešnejših predstav tržaške, morda celo slovenske sezone. In tako naprej. Načeloma, se vsi nekako se strinja, da je ta predstava res dobra, da je Branko Gombač tokrat res ujel pravzaprav to mero med resnim in komičnim. Le nekaj mesecev za Brankom Gombačem je leta 1963, kar hočete, prvič postavil na oder mestnega gledališča ljubljanskega režiser Janez Vrhunc. To je bilo 9. oktobra 1963. Uprizoritev ni bila uspešna. Moravec se strinja s kritiko Boruta Trekmana v naših razgledih, ki pravi: še malo vidimo Boruta Bibiča. Tukaj imamo scenografsko skico Milana Putine, ravno kar bomo razstavo Milana Putine in njegovih scenografskih osnutkov v Slogiju, ta je eno lepših eksponatov. No, ampak Borut Trekman pravi, da je dal režiser svoji 12. noči brez potrebe romantičen predznak. In tako ni imela predstava prave zveze ne z elizabetinskim, ne s sodobnim teatrom. Neposrečena pa je bila tudi vloga norca, katerega replike so odzvanjali v obupu in melankoliji. Veliko bolj ambiciozno pa se je prizarjanja komedije lotil Mile Korun. V SRG Celje, premiera je bila 19. septembra 1986, ki je dal seveda delu ene sodobnejše poudarke. Poigralo se je z vprašanjem ljubezni in različnih seksualnih identitet. Namreč v 80. letih, veste, da je bila Jugoslavija pravzaprav ena prvih držav, ki je imela lezbično gejevsko gibanje. In seveda so te stvari postale aktualne. Zdaj imamo tako. Tone Pršak je v svoji kritiki napisal, da je transvestitizem, velika moda v show biznisu, ravno tako kot poudarjanje erotizma in spolne izzivalnosti. Isto velja tudi za poudarjanje homoseksualnosti ali vsaj videza homoseksualnosti. Posebej izpostavil Mila Dokalezič kot Violo, ki ne bi bila tip žensk, ki z obleko prevzemajo tudi moške vedenske značilnosti in način gibanja. Pohvalil je Janeza Permeža kot Malvolija, ki ne več le komična, ampak je veliko dodal tudi dobro odmerjeno dozo transvestitizma in fašistoidnosti povzpetneža, ter Zvoneta Agreža kot norca. Podobno pozitivno so uprizoritev ocenili Jernej Novak, Andrijan Lah in skratka vsi kritiki. No, ampak zakaj je zdaj to prekinjeno? Ker imamo tukaj le posnetek te predstave. In bomo imeli Korun. Aha. Tukaj boste videli prizor, kako v bistvu Viola, preoblečena od cesarja, pride prvič k Oliviji. Se tudi zelo trudil, da sem se ga naučila Isus. Mili krasotici. In kar se mi ne posmečila, zelo sem občutil tudi za najmanjšo neprijaznost. Odkot ste prišli, gospod? Povedati znam. Komaj kaj več, ta ženska, sem se naučila. Prevzema moške. In te vprašanja ni v moji vlogi. Predraže sem. Povejte mi zanesljivo, ali ste vi hišna gospodinja, da lahko svoj govor nadaljuje. Ali ste igralec? Ne, modla dušica moja. In vendar prisežem na vso strupjeno slovo, da nisem to, kar igram. Ali ste vi tu, gospa? Če si preveč narastim, sem.
Prav gotovo. Če ste vi, si gostite preveč. Zakaj? Kaj imate za razdajanje? Nimate za hrane. Slišala sem, da ste bili pred mojimi vrati nerozumeli in dovolila sem vam dostop bolj, da bi se vam čudila, kako pa, da bi vas poslušala. Če ste pametni, pojdite, ali vsaj govorite na kratko. Ni me volje, da bi se spuščala v tako frafrav pogovor. Ne bi razpeljala, gospod, da je vaša pot. Ne, pametaček, moj dragi, malo se bom še tukaj pozibaval. Kakšne kapljice za pomirjenje vaši? Hajdovski deklici, milam, gospodična. Povejte, kaj mislite? Jaz sem poslanec. Gotovo imate kaj groznega sporočiti, ker je že obod tako strašen. Nisem primer za obojne napovedi. Oljko držim v rokah. Vsa vsebina mojih besed je mir. In vendar ste pričeli osorno. To ste in kaj bi radi? Osornosti, ki se je pojavila na meni, me je naučil sprejem. Kdo sem? In kaj bi rad? Je tako tajno, kot deklištvo. Vašim ušesom nebeško razodetje, vsakim drugim svetoskrunstvo. Pustite naj sama. Slišati hočem to nebeško razodetje. No, gospod, vaše besedilo. Predraga gospodična. Blagodajen nauk. In marsikaj bi se dalo reči o tem. Kje je zapisano vaše besedilo? V Arsinovem srcu. V katerem poglavju njegovega srca? Da odgovorim po metodi. V prvem poglavju njegovega srca. Brala sem ga. To je krivovirstvo. Drugega nimate povedati? Dobra, gospodična. Pokažite mi obraz. Ali imate od svojega gospoda naročilo pogajati se z mojim obratom? Tiko. Gremo nazaj. To je bil ta prizor o tej, recimo, plemiški ljubezni. Zdaj gremo pa na drugi niz, na Malvolija in njegovo osvajanje Olivije. Tiko. Smehljaš se? V zadevi res nisem poslala pote. Resen, gospodična, lahko bi bil resen. To malo kriza gozdi, to prevezavanje navzkriž. Pa kaj to? Če le ugaja očesu ene same, pa mi je prav, tako kakor pravi tisti sonet, če ugajam eni sami, ugajam vsem. Ja, kaj ti je, človek Božji? Kaj je s teboj? Nisem v dušo črn, čeprav noge rumen. Prišlo mu je v roke in ukazi se bodo izvršili. Mislim, da poznamo dražestno rimsko roko. Ali nočeš v posteljo, Malvolio? V posteljo? Da, srčece. In k tebi pridem. Ja, kaj se ne bo smehljaš in pošiljaš samo poljube? Kako vam je, Malvolio? Na vaše vprašanje, da slavci odgovarjajo kavkam. Zakaj ste prišli s to smešno drznostjo pred gospodično? Ne bodi plah pred visokostjo, to se lepo glasi. Kaj hočeš reči s tem, Malvolio? Nekateri se rode visoki, Kaj praviš? nekateri dobe visokost udar. Ja, Bog ti daj zdravje. Spomni se, kdo ti je pohvalil rumene nogavice. Rumene nogavice. Ne želo videti zmerom s podveznicami navzkriž. S podveznicami vse. Poprimi se, sreča te išče, če le ti hočeš. Sreča me išče. Če ne ostani večen sluga. Tega pa res luna trka. Draga Marija, da mi popazijo na tega možarka. Kje je stric Topiga? Nekaj ljudi naj ga ima na lašč na skrbi. So
se na svetu ne bi hotela, da se mu kaj zgodi. Ali mi zdaj jasnije namiguješ? Sam vitez Tobija naj pazi name, to se natanko strinja s pismom. Pošilja bi ga na lašč, da bi bil z njim trd. In ko je prejle odhajala, da mi pazijo na tega možaka. Možak, ne malvoljo ali moj naslov, temveč možak. Ej, vse se lepo ujema, tako da ni ne drobtinice, ne trakice drobtinice, ne trakice od trakice, nikake umire, nikake neverjetne ali pomljive okoljnosti. Ti bodi sam tožitelj in sodnik v zadevi lasti. Zdaj, zadnji prizor, da boste videli, da se potem vse zasenčil blesk te čudovite ure. V tej nadi vam odkrito izpoved, da jaz s Tobijo splel sem ta načrt zoper Malvolija, ker sva opazila na njem osorno stresko zoper naju. Marija mu je napisala list, ker jo Tobija silno je napletal. V zahvalo pa se je poročil z njo. Kako smo z vedro zlobo to izvedli, naj sili nas bolj k smehu kot ko sveti, če se žalitve prav pretehtajo, storjene na obeh stranih. Poginalec, zelo hudo so te pribili. Hej, gospod, jaz sem bil tudi oseba v tej burki. Neki gospod župnik Topas, pa nič za to. Tako pride vrtavka časa do svojega maščevanja. Vso drhajo se bom maščeval! Zelo hudo ste ga krotiči. Za njim stopite, pomirite ga. Ta čas, predraga sestra, pa pri vas ostane. Pojdi, Cezarijo, zakaj to bodi, dokler si še moški. Ko bo oblika druga te bo krila, Orsinov žena, sam njegovih vila. To je ta Korunova postavitev, o kateri je Helena Grandovec napisala, posebej pohvala kolektivno igro ansambla in ugotavlja, da je nastalo nekaj, kar je gledališka govorica v najboljšem pomenu besede. Omeni fantastično pisane kostume Marije Vidal, asketsko sceno, ki jo je oblikoval Mile Korun, obvezni dežnik in dojenčka ste verjetno opazili v tem zadnjem prizoru, ki sta kot nekakšna lebdeča simbola. Podajajo se jih iz rok v roke, ne vemo čisto dobro, kaj pomenita, lahko pomenita marsikaj. In na koncu zaključi, iz obilice vsega tega pa lahko izluščimo posebnega Shakespeara, zares inventivnega Koruna, ki je znal dati ostalim ustvarjalcem uprizoritve vse možnosti, da se izrazijo. Lahko rečemo, da so jih zares izkoristili. Torej, če na hitro poznamo, ta tretje obdobje mine v iskanju nekega ravnovesja med komičnostjo in nekimi bolj resnimi toni. Nadalje pa tudi okrog iskanja mesta, ki gre v vlogi rezonerja norca. Najpomembnejša in najpogumnejša je prav gotovo Korunova uprizoritev, ki stavi na celosten gledališki dogodek. Igro aktualizira s preopraševanjem spolnih identitet, vpelje dojenčka in dežnik kot prosto lebdeča simbola, ki ustvarjata nove pomene in s tem razpre možnost uprizarjanja te Shakespearove komedije. No in to pravzaprav definira, kako se ta komedija uprizarja v novem tisočletju. Kot že rečeno, po letu 2000 je bila komedija Kar hočete uprizorjena dvakrat. Najprej čisto na začetku tisočletja, v Mestnem gledališču Ljubljanskem jo je režiral Slobodan Unkovski, premierja je bila 29. septembra 2001 in bila je otvoritvena predstava jubilejne 50. sezone tega gledališča. Dobila je ogromno pozornosti. Unkovski je dal že pred premiero intervju s Slavkom Pezdirjem, v katerem je na kratko orisal svoj pristop in povedal, da se je odmaknil od tradicije, uprizoril to komedijo kot preplet komičnosti in romantičnosti, glavni temi pa je videl v hrepenenju in iskanju identitete. Prizoritev je nedvomno uspela, bila je zelo uspešna pri publiki, vendar manj pri kritikih. Te so ji očitali nedodelanost. Vidma, ki je danes med nami, tako omenja, da Vidma Šridnik je napisala,
Da so odlične igralske stvaritve Ive Kranz, Viole. Ive Kranz, Viole. In Judite Zidar, Olivije. Še bolj pa komičnega kvarteta. Borisa Ostana, Malfolija, Uroša Smoleja, Medlike, Gašparja Tiča kot Rigeja ter Gregorja Češina kot Norca. Ugotavlja, da je režiser temeljito razbil obilico vizualnih odrskih rešitev, se je igral z dinamično mizansceno in oblikoval pravo dramaturgijo poskokov različnih igralcev v različnih situacijah. Vendar zaključi, na začetku malo prepočasnega teka, nato pa dinamična predstava z vsemi naštetimi kvalitetami je ambiciozno odprla zlato sezono tega gledališča. No, bolj kritičen je bil Blaž Lukan, ki je celo prizoritev označil kot nedodelano in napisal zakaj. V prizoritvi Unkovskega se namreč pogosto neizbirčno menjavajo slogi in načini, prijemi in učinki. Očita mu, da sta spolna binarnost in ambivalentnost uprizorjeni zgolj kot plavtovska ljudska burka. Torej, da Unkovski ostaja še vedno bolj v tej komični varianti, bolj v tej nižjih legah komike. Ponovno pa seveda poudar odlično igro Borisa Ostana, Uroša Smoleja, Gašparja Tiča in Gregorja Češina. Nadigralci so navdušeni tudi Bogomila Kravos, v Primorskem dnevniku pa Ignacija Jafridel in podobno. Andrej Jaklič pa recimo ravno tako na nek način opozori, da je Kar hočete postala cinična freska cenenosti malomeščanstva in dekadence, lumpen proletarijata. No, zdaj pa zadnja uprizoritev. Do zdaj. Zadnja uprizoritev je režiral Janoš Kica v SNG Maribor, premiera je bila 15. januarja 2011, torej kar 10 let kasneje od te mestne gledališče v Ljubljanskem, in ob njej so si pa vsi kritiki skoraj enotni, da gre za odlično uprizoritev. Posebej izpostavljajo dobro scenografijo, ki razplasti odrsko plosko v različne višine in z uporabo pogrezal gradi zanimive učinke. Peter Rak svojo kritiko naslovi predstava brez šibkega člena, kar argumentira s tem, da je v Kar hočete Kica, zdaj procitiram, znova manifestiral svoje mojstrstvo. Sem sodijo klasično-modernistična, pa vendar tehtno premišljena strategija izmenjave iluzije in deziluzije. Torej stalno prestopanje med umetnostjo in realnostjo, demontaža zapletov in razpletov, ki ne funkcionirajo več kot linearna zgodba, temveč kot jasno razviden proces proizvodnje fikcije, ki služi predvsem za predstavitev karakterjev. Na koncu pa se vsi fragmenti spretno sestavijo v koherentno celoto. Kica se torej bolj svobodno lotil uprizoritve, pri čemer je šlo v prvi vrsti za predstavitev njegove interpretacije s kar najbolj učinkovitimi sredstvi. In Rak tudi ugotavlja, da spretno odmerjena uporaba komike in ironije, ki nikoli ne preide v prazno burkaštvo, ter subtilna aktualizacija Shakespearovega teksta pomenijo tisto pozitivno v tej uprizoritvi. Podobno Petra Vidali, edina, ki je nekoliko podvomila v to brez šibkega člena, je bila Vesna Jurca Tadel, ki je rekla, da je Kar hočete sicer bleščeča v podrobnosti, manj uspešna pa v koherentnosti celote. In to že na ravni teksta. Izpostavlja tudi dve ravni, bolj tragične intrige višjega plemstva in burkaški zaplet okrog Malvolija. Evo, in pravi v Kicevi uprizoritvi. Čeprav Kica z enako blago ironijo, ki preveva celotno predstavo, dogajanje na odru tudi zaključi. Igralci se pogrezajo v orkestrsko jamo, medtem ko se srečni držijo za roke in zborovsko popevajo ljubezenski ah. Se zdi, da je mariborski Kar hočete dosti močnejši v podrobnostih kot v celoti in da je izpustil nekaj priložnosti za bolj radikalen osnovni koncept. Da imamo seveda tudi posnetek te predstave in bomo pogledali iste prizore, kot prej pri Kolonu, vidimo, kako to zgleda nekaj let kasneje.
Načelnega obraza to ni prav nespodobno. Zdi se mi, da so se ga še materi na nekaj način. No, prav ne pride, politično. Spalci. Marija, da ga ne prosite. Še enkrat, čujmo, kaj hoče Salor sinov. Katera je čestita gospodarica te hiše? Govorite z menoj, jaz bom odgovarjala za me. Najjasnejša, najodličnejša, brezprimerna lepotica. Prosim vas, povejte mi, da je gospod hiše, kajti nisem je še videl. Žal mi ni bilo, če bi še moj govor pozval, kajti ni samo sjajno napisan, ampak sem se tudi zelo trudil, da sem se ga naučil na pamet. Mi krasotici in kar se mi ne posmehujte, zelo sem občutljiv, že na najmanjša neprijaznost. Odkud prihajate? Videti znam komaj kaj več, kot sem se naučil, tega vprašanja po moji vlogi. In da snimam na prvo, da ste vi gospodarica te hiše, da lahko svoj govor naredujem. Ste igrali? Ne, iskritin dragulj. In vendar pristežem, da nisem to, kar igram. Ali ste vi tu, gospa? Če si preveč na rastinco? Prav gotovo, če ste tu, da ste si preveč. Tudi tisto, kar ne bi dajali. Ampak tega ni v moji vlogi. Nadaljeval bom svojo hvalico, potem da vam razkrijem jedro svojega poslanstva. Pridite kar na to, kar je vaša hvalica vam odpustim. Na pamet sem se. In poetična je. Torej, kompetentna je, da ste finalska, branite me zase. Slišala sem, da ste bili pred mojimi vrati nedostojni. Dovolila sem vam stopiti bolj, da bi se vam čudila, kot da bi vas poslušala. Če ste vladni bodite, če ste razumni, govorite kratko, Luna mi še ni dovolj polno, da bi se spuščalo v tako pogovor. Ali ne bi dvignuli cidra, gospod, tam je vaša pot. Ne pa, ljubav, moj dragi, malo sem vam še tukaj pozival. A lahko pomirite svojo morsko pošast, mila gospa? A kaj pravzaprav hočete? Jaz sem poslanec. Ja, povejte že, kaj morate. To je samo za vaše zlo. Nisem prinesel v vojne napovedi. In vendar ste začeli osorno, to ste regrali. Osornosti me je naučil sprejem. Kaj sem in kaj bi radi tako tajno kot delištvo? Božansko za vaša šesa. Svetoskrunsko za vsa druga. Marija, pusti me sama. Ne slišimo vaše razvodetke. Torej, gospod, vaše besedilo. Premila gospa. Zelo tajno razvodetke. Marsikaj bi se dalo reči o tem. Kje je zapisano vaše besedilo? V Orsinovih prstih. Njegovih prstih. V katerem poglavju njegovih prstih? Da odgovorim po metodi v prvem poglavju njegovega srca. Drugega nimate za povedati. Draga gospa, dovolite mi, da vidim vaš obraz. A imate naročilo podajati se z mojim obrazom? To ni del vašega besedila. Odvrnili bomo zastor in nazadnji sliko. Glejte, gospod, kakšna sem bila v trenutek? Ni dobro narejeno. Zvrstno, če je vse naredil Bog. Pisma je prenese veter in vihar. To je čista lepota. Vi ste najbolj kruta ženska na svetu, če to lepoto odnesete v grob na svetu, ne pustite svoje kopije. Gospod, nočem biti tako trudosrčna. Objavila bom zapisnik svoje lepote in dentar prilepil na svoj testament. Dve še precej rdeči ustnici, dvoje temnih oči s trepalnicami prete, brate, nabrale in tako dalje. To je, gospod, koliko sem vredna? Zdaj bi mi kakšni ste. Preoholi. A če bi mi brak ste slepi. Gospod moj vas ljubi, taka ljubezen zahteva povračilo. Ali tako, ki mi je razumel, položaj. Pozor, sem malo volje. Kemola! Ja, počekaj, gospa, tudi da se naučite način. Mislim, da sem v blede. Blede sem. A
spati. Bolje smrtljaš se v resni zadevi, sem poslala po Ja, resni, pa lahko bi bil resen, zakaj to zategovanje nam skriž, to malo moti krvno cirkulacijo. Če le ugajam eni sami, pa mi je tako, kakor pravi tisti vers. Če ugajam eni sami, ugajam vsem. Pa kaj ti je, kaj s teboj? Nisem črnih misli, čeprav rumen sem mnoge. Šlo mu je v roke in kazi bodo izpolnil. Mislim, da poznamo dražestvo pisavo. Harmonija? Ali v posteljo? Posteljo? Da, ljubica, tako je bil. Pa Bog ti pomaga, kaj ti boš čas poljubljaš roke in se smehljaš? Kako je, Harmonija? Na vaše vprašanje, da slavci naj odgovarjajo kao. Zakaj ste prišli s to smešno drznostjo pred gospodom? Ne bodi plah pred veličino, to je dobro povedano. Čem govoriš? Nekateri so ljudje visoki, nekateri dosegajo visokost. Spomni se, kot je pohvalil rumene nogavice. In te želim videti zvene s podvezicami v skrivi. Ja, pobiti se, sreča ne išče, če ne se želim dali večko. Pa kaj danes polna luna? Da se če za roke. Prosim, ne pazi na tega človeka, kje ste isto odvijali? Vsi pazite na njega, ne prelese, da se podajo ljudi. Zdaj mi že jasneje namiguješ, kaj? Stric dobija me, pazi name. Da se natanko sklada s pismom, pošilja mi ga zato, da bi bil z njim trd. Se v pismu temu jasno napeljuje. Zavrzi svoje skromno okožje, svojo edinstvenost pokaži. In ko je prele odhajala, naj mi pazijo na tega človeka, ne markolijo, ne moj na sto človek. Vse se natanko vtikna. Tako da ne drobtinice, ne trojice drobtinice, niti trojice drobtinice, nikake ovigre, nikake neverjetne dvomljive okoliščine, kaj se da tukaj pogovarjati. Na svetu se nik več ne more postaviti medme in jasen razgled na moje možnosti. A Bog je storil to, ne jaz njemu hvala. Trap in trot, kaj se vidi, Bog se zdi. Zakaj? Povejte mi, zakaj? Harmonija, to ni moj rokopis. Čeprav brez dvoma poteze so podobne. To je Marijina pisava. Prosim, pomiri se. S to spletko so ti zelo vrtno zavodni in ko izvemo, kdo in zakaj jo je skoval, boš ti sam tožnik in sodnik v zadevi lastni. Poslušajte me, gospa. Ne dajte, da bi zdrava in prepir zasenčila blesk te čudovite ure. Zato odkrito vam priznam, da jaz in Tobija spletla sva načrt zoper Marvolija, ker je bil z nama vzvišen in osoren. Bila sva ga noga sita! Bogi norec, kako so te ponižali. No, Marvolio, tako se pa kolo časa odvrti do svojega britkega maščevanja. Tja. Maščeval se bo. Maščeval se bo. Zelo grdo so se poigrali z njim. Cezarjeva! Pridi, Cezarjeva! Dokaj si še loški. Ko pa obleka druga te bo krila, Orsino žena boš, sam njegovih ljudi.
je pisala že Vesna, lahko tudi mi počasi zaključimo, da je Shakespearova komedija izredno prilagodljiva, sestavljena iz več pomenskih in slogovnih ravni, kar bi nenazadnje lahko nakazoval tudi naslov, kar hočete v smislu za vsakogar nekaj. Prav to dejstvo pa pomeni, da gledališču ponuja skoraj neizčrpne možnosti interpretacije, kar je po eni strani prednost, po drugi strani pa past, saj uprizoritve pogosto izvenijo kot burke, ki igrajo na zunanje komične učinke. Kaj se bo zgodilo naslednjo soboto, bomo seveda videli, upajmo, da bo to še ena uprizoritev brez napake. Hvala. Zdaj je tisti moment, ko predam besedo publiki, za kakšne vprašanje, komentarje, spomine in podobno. Če malo kaj, izvolite. Evo. Mala Gašpar, ampak jaz sem pozabila, najbrž pa vas to ve, zakaj je ta komedija podnaslovljena 12. noč, oziroma včasih je to pri nas prevajali na 3 kralje. Tako. Hvala za to vprašanje, ker sem pozabil omeniti. Ideja, mislim, domneva, zakaj je to je dejansko dvojni naslov, ki ga je dal že Shakespeare. Domnevajo, da je ta, kar hočete, razumel vendarle kot preveliko provokacijo. In je zaradi tega dal ob prvi uprizoritvi, naj bi že, prav pred Elizabeto I, naslov 12. noč. Zakaj? Ker so igrali na večer 5. januarja 1601 na dvoru in to je 12. večer po Božiču. To se pravi, da pravzaprav je res zanimivo, da je Shakespeare to svojo igro naslovil z 2 naslovoma, ki nimata absolutno nobene zveze s tem, kaj se tam dogaja. Po eni strani, kar hočete, v smislu, ok, zdaj ste me prosili, da to napišem, evo vam. Po drugi strani 12. noč, ki je pač po prvi uprizoritvi in potem se ta naslov na nek način menja, ali je 12. noč, ali kar hočete, ali je samo kar hočete, ali je samo 12. noč, ali celo na svetih 3 kraljev, ali ta prva uprizoritev je bila celo na svetih 3 kraljev, ali kar hočete. Tako da to je zanimivo, na nek način intrigantno, mogoče pa tudi Shakespeare hotel s tem nakazati to neko intrigo v samem tekstu. Če ni ostalih misli in vprašanj, se seveda vam zahvaljujem in upam, da boste prišli na premiero ali pa na kakšno ponovitev in bomo naslednjič se lahko pogovarjali že o drugi kici uprizoritvi. Hvala. Hvala.